Danes smo na Biomed Izrael. Okoli nas so izraelska zagonska podjetja, ki delajo na preprečevanju nekaterih najresnejših zdravstvenih težav na svetu. Izraelski sektor za življenjske vede, v njem deluje približno 1600 različnih podjetij. Ogledali si bomo nekatera podjetja, ki se šele pojavljajo. Leta 2026. Prvo podjetje, ki si ga bomo ogledali, je razvilo napravo, namenjeno preprečevanju prezgodnjega poroda. To je ena najpogostejših težav v nosečnosti. Ta majčna naprava tukaj. Nam lahko poveste, kako se imenuje in kako deluje? Smo pregnantec. Naša naprava je elastičen silikonski obroč, ki je namenjen temu, da se namesti visoko okoli materničnega vratu in preprečuje spontani prezgodnji porod. To je najpogostejši katastrofalen in drag zaplet nosečnosti. Vsak 10. otrok se rodi prezgodaj po vsem svetu. 1 milijon teh dojenčkov sploh ne preživi, več kot milijon pa jih trpi zaradi zapletov. Torej, ta naprava, ki je trenutno na voljo. Trenutno smo v klinični fazi, izvedli smo 2 uspešni klinični študiji. V tej študiji so imele ženske med 50 in 60% možnosti za prezgodnji porod. In v tej študiji je 90% žensk rodilo ob predvidenem roku. Njihove nosečnosti so bile lahke, potekale so gladko in normalno, brez zapletov in brez hospitalizacij. In njihovi dojenčki so bili odpuščeni iz bolnišnice kot običajni dojenčki 2 dni po porodu. No, naslednje izraelsko podjetje, ki ga bomo videli, je ustvarilo enega prvih prenosnih laboratorijev za krvne preiskave te vrste. To je laboratorij, ki vam omogoča, da vzamete kri kjerkoli na svetu in takoj dobite rezultate. Pojdimo si ga ogledati. Vzamemo najbolj pogosto zahtevan laboratorijski test strani zdravnikov in ga naredimo dostopnega. Tako deluje. Vzamete vzorec krvi iz prsta, ga daste sem, kri pride v to patentirano raztopino. To je enkratna, tako imenovana kartuša, ki jo vstavite v našo napravo, ki je popolnoma prenosna rešitev, kot jo vidite tukaj. In po nekaj minutah dobite rezultate, kot jih vidite tukaj na zaslonu. In zdravniki ali medicinske sestre lahko takoj sprejmejo odločitev, ali potrebujete zdravljenje za anemijo in kakšno zdravljenje, ali imate kakšne okužbe in ali potrebujete antibiotike ali ne. To bi lahko spremenilo pravila igre v bolj oddaljenih delih sveta. Pravilno. Torej ga uporabljamo v Italiji in tudi v Združenem kraljestvu. Prav tako pa bomo izvedli pilotni projekt v Afriki na najbolj oddaljenih lokacijah, ki si jih lahko predstavljate. Vsi si želimo, da bi nas nekdo ves čas pazil. In naslednja naprava, ki jo bomo videli, se imenuje Rafael, poimenovana po angelu zdravja. In to zato, ker je to naprava, ki jo namestite na svoje telo in spremlja vse. Od vašega srčnega utripa do pljuč in celotelesne temperature, ter vse te podatke pošlje vašemu zdravniku, če je kaj narobe. Trenutno Tao dejansko nosi to napravo in na tem zaslonu tukaj lahko vidimo vse, kar moramo vedeti o tem, kako njegovo telo trenutno deluje. To je dejansko aplikacija, do katere imajo zdravniki dostop, kaj ne? Vse informacije, do katerih imajo njegovi zdravniki dostop. Da, točno tako. Torej, kar vidimo na zaslonu je stanje srca, vidimo stanje dihanja, lahko vidimo krvni tlak in obstajajo nove napovedi, ki jih razvijamo. In prva in najpomembnejša je zgodnja napoved dihalnega poslabšanja, ki prepreči nujno zdravstveno stanje že v začetku. Če mora biti pacient doma in noče ostati v bolnišnici, zdravniki pa še vedno želijo vedeti vse o njem, je to pravzaprav, kot da imajo zdravniki pacienta ves čas pod očmi. Tako omogočamo varno hospitalizacijo na domu. To so le 3 izmed prelomnih zdravstvenih rešitev, ki prihajajo s letošnje konference Biomed Izrael. Majhen vpogled v to, kako domačini spreminjajo zdravstveni sektor po vsem svetu, neposredno iz Izraela. Sem Nataša Kercik, to je i24 News English. Se vidimo kmalu.